Tudi ta minula vlada, kljub temu, da se zdaj bolj ukvarjajo z sestavljanjem bodoče koalicije, bi se morala ukvarjati prav s tem vprašanjem, kajti potencialno, da ta obstoječa koalicija ponovno sestavi novo vlado, bo seveda imela kasneje bistveno večje težave, zaradi tega, ker se zdaj ne loteva tega vprašanja. Tako da v bistvu že zdaj bi morali pripraviti ukrepe, ki bi vplivali predvsem na zmanjševanje porabe, se pravi na racioniranje, in tukaj je nekaj dosti preprostih ukrepov, s katerimi se da to narediti, ne? Recimo tako, da zmanjšaš hitrost na avtocestah za 10 km/h, recimo, ali pa za 20 km/h, se poraba zmanjša, potem ljudje pozvati, da naj mogoče manj potujejo z javnim prevozom, s kolesi in tako naprej. Vse te ukrepe se da narediti, hkrati pa seveda tudi komunicirati z trgovci, se pravi z distributerji, kako jim bodo pomagali v prihodnje, da ne bi prihajalo do tega zmanjševanja porabe, oziroma zmanjševanja možnosti, da napolnimo rezervoarje, in seveda, da ne prizadenemo tudi ključnih sektorjev gospodarskih, se pravi kmetijstva, ker je pač setev pred nami, in pa seveda vse te gospodarske panoge, ki so odvisne od porabe naftnih derivatov in pa seveda kasneje tudi od plina. Tukaj rabimo en celovit program, ki ga jaz očitno ga ne vidim, ker ga ni in ker se pač vlada trenutno ukvarja z drugimi zadevami.